Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je še zadnja tekma 17. kroga, ki ga bomo sklenili na Fazaneriji v Murski Soboti. Čaka nas obračun med Muro in Gorico. Klepač na desno stran za Beganoviča. 8. minuta se je začela, v uvodu torej nič spektakularnega. Bobičanec zdaj odaleč, spodrsnilo je Bobičancu. Cipot je bil ustrajen, ampak ne dovolj. Borbena poteza Urbančiča, v napadu pa še naprej Gorica. Krasna žoga v kazenski prostor, vendar nič ni. Šabanadžaj. Šimkus in potem Sadriju za Šabanadžaja. Klepač in Bobičanec, tole je lahko nevarno. Bobičanec in gol! 9. minuta, Mura prihaja do vodstva. To so si lahko samo želeli gostitelji. Dober začetek tekme v izteku 9. minute, pa danes kapetan Bobičanec za veselje domačih. Damir Čontala sicer brez čustev ob robu igrišča, zaveda se, da se je tekma šele začela, ampak dobro so. Beganovič se je ponudil, Beganovič, žoga ostaja v igrišču, domiselno iznajdljivo Cipot, pa zdaj spet Beganovič, ki ima dober strel daleč. Beganovič za Klepača, Klepač preigrava, Klepač in žoga mimo leve vratnice. Še enkrat Klepač, to je zdaj nevarno, Klepač preigrava, Klepač! Jukič na sredini, zapletel se je, Šabanadžaj je prišel do žoge, Klepač in Bobičanec se ponujata. Vsekakor kaj Cipot nevaren ob visokih žogah, prav nanj leti podaja Cipot na tleh, kaže glavni sodnik Božo Kondič, da je bilo vse čisto. Poglejmo, takole je Cipot padel, tule ga je prijel za dres. 58. minuta, Šroler in gol! Mura prihaja do vodstva z 2-0. 58. minuta, na tleh se je znašel Kaj Cipot ob tistem drugem kotu. Zdaj veselje za črno-bele, veselje navijačev. Stekli so nogometaši Mure proti tribuni, ki jo je omenjal v našem magazinu tudi Žiga Kovs. Tam prvič v akciji Marinič. Urbančič preigrava, kaj bo storil Urbančič. Še ena žoga nazaj, Hrka do strela, nevaren strel in na pravem mestu Mihelak. Damir Čontala, na tole izjavo po tekmi proti Gorici ste prišli nasmejani, dobre volje. Verjetno imate razlog za to, ne samo zaradi zmage z 2-0, tudi igra Mure je delovala zelo kompaktno in pa predvsem je delovalo, da na tej tekmi težko izgubite proti Gorici danes. Pa ja, sigurno nam je pomagal ta hiter zadetek, odličen vod v tekmo. Gorica je v prvih minutah bila kar agresivna, poskušala z visokim pritiskom in ta zadetek jih je kar precej umiril. Potem smo dali tudi drugega, ki sicer bil naknadno po pregledu VAR-a razveljavljen, ampak vseeno je to dalo neki mir, da smo lahko bili v nadaljevanju tekme bolj mirni, samozavestni. Zavedali smo se, da bo tekma težka, da sama od sebe zmaga nikakor ne bo prišla. Gorica je vzela točke tudi Olimpiji, Kopru v gosteh in moramo biti zadovoljni, da odhajamo na ta premor z zmago. Predvsem v napadu je delovalo vse precej kombinatorno, fantje se očitno zelo dobro čutijo na igrišču in tudi vse skupaj deluje precej dobro v napadu. Kako ste videli ta del?
Ja, prihajali smo v ogromno priložnosti. Imeli smo ogromno čistih situacij, že prvi polčas, ko bi mogli doseči drugi zadetek, tudi drugi polčas nismo najboljše odreagirali v samih zaključkih. Tisti zadnji podaji ali v samem udarcu na gol, tu smo bili površni, tu bi morali biti bolj skoncentrirani in na srečo zato nismo bili kaznovani, smo dosegli drugi zadetek, ampak vsekakor bomo v prihodnje na težkih tekmah, ki sledijo, morali biti bolj natančni v zaključkih akcij. Pred začetkom tekme ste dejali, Mura sodi med prve tri, sedaj ste prišli med prve tri. Verjetno na ta reprezentančni odmor odhajate pomirjeni in mirni in z mirno glavo za zadnje tri tekme v tem jesenskem delu. Sigurno mi smo skupaj z Olimpijo osvojili največ točk med tema dvema reprezentančnima premoroma. Torej ta del je za nas uspešen. Zaostanek, ki smo si ga nabrali na začetku, smo nadoknadili praktično za vsemi razen za Olimpijo. Prišli na to tretje mesto, ki si ga želimo, vendar čaka nas izredno težak razpored. V naslednjih 5 krogih kar 4-krat gostujemo, od tega gostujemo pri vseh 3 tekmecih, ki so na vrhu. Tako da ta zmaga ima še toliko večjo pomembnost, težo danes. Vsaka zgodba je sicer za sebe, ampak vemo, prišli smo do tega, prišli smo zraven, trdo smo garali, da smo se po tisti krizi na začetku pobrali, sedaj pa moramo delati še bolje, da bomo tudi uspešni na teh težkih gostovanjih. Damir, hvala in srečno. Hvala vam. Miran Srebrnič, po tekmi proti Muri je Gorica, vsaj po mojem mnenju, pustila dober vtis, ko gledamo samo igro, ampak znova se nekako ni išlo, Gorica znova ni zadela. Kako ste videli tole srečanje v Murski Soboti? No ja, se ne igra zaradi vtisa. Mislim, da se igra za rezultat, da si tekmovalen. Danes, ne vem, hitro so se podrli neke stvari, ker smo hitro dobili gol. Nekako nismo bili dovolj mirni, kadar smo imeli mi žogo, ker mislim, da je bilo prostora tudi, da bi lahko bolj natančne podaje imeli. Nekako potem 1-0, polčas se zmenimo neke stvari, potem ta penal spet, težko bi ocenil, bo treba pogledati, ampak ne vem, se mi zdelo pregrobo, prestrogo ocenjeno. Tekma, dobro, lahko rečemo, da je Mura bila boljša za te 2 gola razlike, ker so zadeli. V sami igri pa imamo dosti rezerv še, mislim, da dosti stvari, kadar naredimo pravilno gibanje, zgrešimo podaje na takih stvareh. Je treba biti bolj natančen, izbirati prave odločitve, ker v tem mislim, da potem lažje priješ do nekih situacij, čeprav smo imeli 3 situacije dobre za dati gol, nam tudi ne gre noter. Tako da mislim, da je na psihologiji dosti treba delati, ker mi smo v takem stanju, da dajemo maksimum. Sedaj imate 3-tedenski premor, je to za vas dobro ali bi bilo morda bolje, da bi nadaljevali kar v ritmu iger in da bi se iz tedna v tedna pripravljali na novega nasprotnika in nekako lažje pozabili ta negativen niz rezultatov? Ne, kadar priješ v tak niz je zahtevno. Mislim, da predvsem z psihološkega vidika, mislim, da nam prije prav. Treba se malo umiriti, hkrati napaliti, motivirati in iti v nove borbe. Nas čakajo še te 3 težke tekme in upam, da bomo boljši. Martin Šroler, nogometaš Mure, zadeli ste drugi gol z 11 metrov, sicer pa je bila Mura ves čas zelo prepričljiva. Ni delovalo, da bi slučajno Mura danes izgubila 3 točke. Kako ste vi videli to tekmo? Pa eto, bila je teška utakmica, naravno imali smo jako dobar niz, 4 pobjede smo imali u nizu, nakon toga 2 poraza, ali eto, digli smo se, nismo pali, nastavili smo taj dobar niz u ligi, bila je eto, teška utakmica, stvarali smo šanse, eto, uspjeli smo pobijediti i uzeti ta 3 boda. Kako je bilo pri 11 metrovki? Je to dogovor, da vi izvajate 11 metrovko ali ste se z Bobičancem dogovorila? Pa je, dogovor je bio još od kupa od Gančana da ja pucam i eto, Bobi mi je isto dao mi je loptu, rekao je zabij, to je to, zabio sam eto. Odlično, sedaj vas čaka premor, verjetno vam dobro dene, vam nekako paše, da se nekoliko umirite in se potem nadaljuje še zadnji 2 koli v tem jesenskem delu. Pa da, sad je taj odmor nekih 2-3 tjedna,
eto, trebamo se dobro odmoriti, vratiti se nakon par dana i pripremiti za zadnje 3 utakmice i probati sve pobijediti i zadržati to 2., 3. mjesto. Denis Cerovec po tekmi proti Muri, izgledali ste dobro, 2 proti 0, sicer Mura zmagala, ampak vemo, težko je igrati v Murski Soboti proti visoko leteči Muri trenutno, ampak Gorica postila dober vtis. Kako ste vi videli tole tekmo? Ja, dobro smo začeli, smo imeli 1-2 priložnosti, nismo zadeli, potem nam se zgodi gol iz greške. Potem 1-0 imamo spet šansu, da Eti zabije gol, ampak nama se potem samozavest spustila, njima se dvignila in to je to. Sedaj sledi reprezentančni premor. Kaj bi bilo bolje, da bi nadaljevali v ritmu, pa hitro pozabili nekoliko slabše rezultate, ali da se vendarle zberete in morda spremenite kaj? Mislim, da nam je z ene strani dobro došel te premor, da se malo zberemo, jer potem naslednja tekma nas čaka, vemo sami kaj je protiv Tabora in to je borba za obstanek in treba se zbrati, treba poskušati dobiti na domačem terenu in to je to. Denis, hvala in srečno.